Jožef Muhovič je slikar, grafik, teoretik in profesor na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. V zadnjem času je izdal leksikon likovne teorije in knjigo Vidno in nevidno o formalni likovni analizi. Od leta 2017 je izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Vid Snoj je profesor na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo na tej fakulteti, na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Med drugim je izdal knjigi Nova zaveza in slovenska literatura in Judovski sekstet. Deluje tudi kot prevajalec, med drugim je prevedel Hölderlinove pozne himne in Celanove izbrane pesmi. Danes se bomo pogovarjali o vajini knjigi Diafanije s podnaslovom Pogovori o likovni in literarni umetnosti. Gre za svojevrstno dialoško delo. Že v tematskem smislu gre namreč za interpretacijo 6 parov likovnih in literarnih del, njihovih razmerij, lahko rečemo tudi dialogov. V središču pozornosti je skratka nek dialog med likovno in literarno umetnostjo. Obenem pa je sama interpretacija teh parov podana dialoško. Knjiga je namreč zasnovana kot vajen dialog, vajen pogovor. Kako je Jožef prišlo do te zamisli, do tega koncepta, kako se je odvijal proces snovanja in nastanka teh pogovorov, kako so tudi izbrala dela, ki jih obravnavata, še v večji meri za naključno izbiro ali za zasledovanje nekega prvotnega načrta, in kako sta nazadnje preoblikovala te pogovore, ki so, kot povesta v uvodu, nastajali v živo, v knjižno besedilno obliko. Ja, diafanije so povezane tako ali drugače z interdisciplinarnim seminarjem, ki ga s kolegom profesorjem Snojem vodimo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani in na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete te iste univerze. Prvič je ta seminar stekel v študijskem letu 2014-2015 in se razvija še do današnjih dni. Jeseni bo stekel na novo. Idejo za ta skupni seminar je dal profesor Snoj, saj so raziskovanja pokazala, da obstaja veliko eminentnih parov likovnih in literarnih umetnin, ki na nek način interferirajo tako da so likovna dela nastala po literarnih predlogah ali literarna dela po kakšnih likovnih predlogah. No, tako smo prišla do glavne teme seminarja, kjer s svojimi študenti ravno take pare analiziramo. V zimskem semestru likovniki za sebe in primerjalci za sebe, v letnem semestru pa rezultate tega zimsko-semestrskega raziskovanja sestavimo skupaj v javnih produkcijah, ki praviloma naplavijo na dan mnogo tem, mnogo vprašanj ali problematik, ki bi jih brez tega kontrapunktičnega sestavljanja najbrž ne zaznali ali pa jim ne bi prišli na sled. No, v nadaljevanju se je izkazalo, da so taki interferenčni pojavi med enim in drugim tipom artikulacije, med enim in drugim tipom umetniške izreke, izjemno intrigantni tudi za študente in ta seminar radi obiskujejo in ga radi tudi vpisujejo. Ko se je izvedelo, kaj na teh seminarjih počnemo, smo s profesorjem Snojem dobila pobudo, da bi mogoče tudi sama naredila v dialoški obliki, torej v obliki dialoga, obdelavo kakšnega para. Ideja se nam je zdela zanimiva, lotila smo se je na način, kot bom povedal kasneje, in ko sta bila prva dva
dialoga objavljena v reviji Monitor, je prišla tudi ideja za to, da bi, ko bi se teh pogovorov dovolj nabralo, iz tega napravila tudi knjigo. Torej, tisto, kar naju je posebej zanimalo, so bili eminentne povezave med literarnimi in likovnimi deli. Ko smo prišli na sled takim povezavam, smo se odločili, da napravimo en pogovor. Ampak noben od teh pogovorov ni bil napravljen ad hoc, to pomeni, da bi se midva kar zbrala in se pogovarjala o teh dveh različnih delih. Noben od teh pogovorov ni bil izvajan pred publiko, ampak pripravljali smo se, verjetno vsak za svoj tip teorije, jaz za likovno teorijo, profesor Snoj za literarno teorijo, in smo rekli, se na določen dan zberemo na to temo in smo jo preprosto posneli. Torej, ne z mislijo na poslušalca, ampak bolj z mislijo na bralca. Ko smo potem ta pogovor oblikovali v pisni obliki, smo seveda izločili recimo tisto, kar v pogovor sicer paše, v zapisani pogovor pa ne. Marsikatero stvar smo precizirala in opremila tudi z opombami za bralca, ki si želi več od tega, kar smo povedala midva. No, rad bi poudaril, da so diafonije pisane v obliki dialoga. To pa pomeni, da pravzaprav ti dialogi niso recimo javne disputacije, kjer bi midva vzpostavljala in zagovarjala vnaprej postavljena lastna stališča in ugotavljala, katera bolj zdržijo in katera ne, ampak smo nasprotno v teku pogovora ugotovila, da tako kot med seboj interferirajo umetniška dela, interferirata tudi najini stroki. Velikokrat smo prišli na sled mislim, ki jih v okviru svojih strok ne bi mogla misliti in ki jih pred pogovorom tudi nisva mislila. No, posebej se mi zdi tudi lepo poudariti, da smo med delom diafonije imenovala likovna in literarna teorija v praksi. Ker v pogovoru o realnih umetninah teorija pravzaprav ne more nastopati v taki ex cathedra obliki, ampak mora, če zna in zmore, v praksi pokazati, kaj pomeni, ko se sreča z umetnostno realnostjo. Zakaj naslov diafonije, Vid? Kaj pravzaprav pomeni ta izraz in kaj označuje v kontekstu te knjige? No, z naslovi knjig so navadno težave. S tako težavo so se morala spopasti midva z Jožefom. Naslov je glava knjige. Naslov, če je dober, mora zajeti njeno vsebino, mora nekako označiti njeno poanto, hkrati mora biti pa tudi privlačen in vabljiv za bralca. Zadrega, v kateri so se znašla, je bila katero besedo pravzaprav zdaj poiskati za ta naslov. Izbrala so tujko. Moram reči, da sva v resnici razmišljala tudi o kakšni slovenski besedi, ki bi se mogoče bolj spodobila za naslov knjige. Tudi urednik knjige nam je dal nek predlog, da bi bila to morda odstiranja. Odstiranja, to je zelo lepa, zelo poetična slovenska beseda, ampak bi najbrž na mesto naslova delovala šibko. In zato so se potem nazadnje odločila, da v naslov postava
tujko, ki prihaja iz grščine in za katero bralec te knjige ne ve oziroma tudi ne more vedeti natančno, kaj pomeni. Po drugi strani bi pa rad rekel to, ne, da ta tujka vendarle ni bralcev popolnoma tuja. Ne. Če gre tukaj za nekoliko poučenega bralca, bo že na prvi pogled prepoznal neko podobnost te besede diafanija z besedo fenomen. Obe besedi izhajata iz glagola fajno, ki pomeni kažem, oziroma kažem, pojavljam, prikazujem se. Po drugi strani je ta beseda v morfološkem pogledu še bolj sorodna z besedo epifanija. Epifanija v krščanski govorici pomeni razglašenje, nanaša se na krščanski praznik, na praznik Gospodovega razglašenja, ki se praznuje 6. januarja. V bistvu se takrat obhaja spomin na prihod svetih 3 kraljev, ki so se prišli pokroniti novorojenemu detetu v Betlehemu. Epifanija lahko v novi zavezi pomeni tudi Kristusov prihod. Na drugem področju, na področju moderne literature, se pa pravzaprav tudi uveljavlja. Kdor nekoliko pozna klasiko moderne proze, Jamesa Joycea, ve, da epifanija v njegovi kratki prozi označuje pravzaprav neko nenadno razkritje. Razkritje celotne človeške usode v neki na videz nepomembni situaciji. Zdaj, kaj točno pomeni ta beseda diafanija v najini rabi? V bistvu izhaja iz glagola diafajno, ki pomeni naredim, da se nekaj prikaže skozi. Torej, v najini rabi diafanija se v bistvu nanaša na prikaz, ki se navezuje na zgodnejši prikaz. To pa tako, da se v tem drugem prikazu v bistvu pokaže tisto, kar je bilo v prvem prikazu nepoudarjeno ali pa neočitno, komaj opaženo ali pa celo skrito. Zdaj, če to nekoliko konkretiziram z nekim primerom, ki ga niso obravnavala v svoji knjigi, vzemimo slikarja portretista. Zato, da bi prikazal človekovo notranjost, mora slikar, portretist ujeti to notranjost v izrazu na človekovem obrazu. To, kar sem zdaj povedal, si lahko človek seveda veliko bolj jasno predstavlja, če si prikliče pred oči Leonardovo Mona Lizo. Leonardo je pri Mona Lizi seveda izjemno uspel to, da je to zapleteno notranjost te človeške osebe ujel v tistem seveda znamenitem dvoumnem smehljaju na njenih ustih. Kaj pa naredi pesnik, ki se naveže na slikarja? Pesnik pa v bistvu recimo pobere slikarjev namig, ta smehljaj, in se spusti tja, kamor se slikar, recimo glede na omejitve svojega medija, ne more spustiti. Spusti se človekovo notranjost, v rudnik te notranjosti. Ta rudnik se spusti z besedami, ki imenujejo občutja, še bolj bi pa rekel z metaforično govorico, ki v bistvu skuša to zapleteno dogajanje ali pa zapleteno stanje človekove notranjosti zajeti. In tega, kar zdaj govorim, ne govorim na pamet, ampak kot sem že prej rekel, tudi v seminarju so obravnavala en tak par, torej par, ki tukaj v tem primeru stopa v bok Leonardo, je romunski nemško-judovski pesnik Alfred Margol Sperber, ki je napisal pesem, pač na Leonardovo sliko. Je pa to pesnik, ki je v bistvu manj znan, oziroma ga ne poznamo toliko po njegovem lastnem pesniškem delu, ampak da danes bolj po tem, da je bil mentor mlademu Pavlu Celanu. Torej, kaj
kaj je diafonija, no, če zdaj povem pač čist na kratko, ne. Diafonija je pravzaprav ta prikaz, ki naredi nekako očitno, oziroma ne samo očitno, naredi prosojno tisto, kar je bilo v prejšnjem prikazu skrito. Ne. Zdaj recimo neka pesniška diafonija naredi prosojno tisto, kar je bilo skrito na sliki in seveda nasprotno. Slikarska diafonija naredi prosojno tisto, kar je bilo recimo skrito v pesmi. Jožef, ob tematizaciji Van Gogove Zvezdne noči razpravljaš v navezavi na Viktorja Frankla o tako imenovanih interpretativnih projekcijah. Oceniš, da čas, v katerem živimo, stališča umetnostne hermenevtike, kot praviš, kopiči neke neznanske množine nižje dimenzionalnih projekcij, pri čemer naj bi se pojavile težave, ko bi morali iz teh projekcij sklepati nazaj na večdimenzionalnost umetniškega fenomena. No, lahko poveš kaj več o tem problemu, naprimer v kakšnem smislu zadeva interpretacijo Van Gogove Zvezdne noči, kjer si ga izpostavil, morda pa tudi interpretacijo kakšnega drugega umetniškega dela, ki ga obravnavata. No, jaz se še vedno strinjam z vsem tem, kar je bilo povedano v tej knjigi in kar si ti zdaj na kratko povzel. Velja pa to praktično za vsa umetniška dela. Zdaj, če govorim recimo stališča likovnih umetniških del, potem je gotovo vsakomur z lahkoto sprejeti to, da so likovna umetniška dela dejstva v prostoru in času. Kot dejstva, če se navežem čisto na kratko na Wittgensteina, pa sodijo v nalogo, ne v rešitev. Ker dejstva so naloga za nas. Seveda je problem vedeti, kako reševati dejstva kot naloge. Še posebej, kadar imamo opravka z umetniškimi deli. Torej, umetniški fenomen si lahko figurativno predstavljam kot tridimenzionalni objekt v prostoru projektivne geometrije. Tridimenzionalni objekt ima v tem prostoru 3 možne generalne projekcije, na podlagi katerih ga je mogoče rekonstruirati. Tloris, naris in stranski ris. No, umetniški fenomen v takem projektivnem prostoru seveda ni samo 3, ampak tudi večdimenzionalen in ima seveda tudi več ravnin, na katere ga je mogoče projicirati. Recimo ena od najbolj običajnih ravnin je ravnina gledalčevega običajnega doživetja. Druga projekcija je, da to delo projiciramo recimo na tako ali pa drugačno družbeno ideologijo, na tako ali drugačno teorijo, na tako ali drugačno osebno naziranje, religiozni nazor in tako naprej. To pomeni, umetniški objekti omogočajo projekcije na najrazličnejše ravnine, pri čemer je potrebno povedati, da so normalno, da so projekcije nižje dimenzionalne od objekta samega. Torej, nobena projekcija pravzaprav ni objekt. Zdaj, to, kar je bilo že prej rečeno v tvojem vprašanju, je ena ugotovitev, da v današnjem času o umetniških delih produciramo izjemne količine nižje dimenzionalnih projekcij. Vse te projekcije so same na sebi, lahko bi rekel, enakovredne kot projekcije, kot mnenje, ki jih imamo. Niso pa enako intimno navezane na večdimenzionalni umetniški objekt. Ta navezava nam dela danes hude težave. Ne delajo nam težave projekcije, ampak potem obrnjena pot, kako na podlagi projekcij,
recimo mentalno rekonstruirati relevanco umetniškega objekta v prostoru. No, jaz sem se tukaj naslonil na Franklovo dimenzionalno ontologijo, ki se mi zdi preprosta in zanimiva, pa uporabna v tej zvezi. Frankl pravi tako, da se nižje dimenzionalne projekcije nekega objekta v prostoru lahko med seboj popolnoma razlikujejo. In da primer, če kozarec damo v tak tridimenzionalni projektivni prostor, ga v tlorisu vidimo kot krog, v narisu kot pravokotnik. Pravi, tukaj je pa še posredi paradoks, ker je kozarec prazna posoda, medtem ko sta tako krog kot pravokotnik zaprta lika. No, ima še drugi zakon te dimenzionalne ontologije, ki pravi takole, da se projekcije različnih objektov na isto projekcijsko ravnino lahko zdijo enake in zato mnogopomenske. Pravi, če projiciram kroglo, val ali stožec na tlorisno projekcijsko ravnino, dobimo v vsakem primeru krog. In problem teh krogov je, da so večpomenski, ker če vem, da so ti krogi sence, potem iz sence ne morem vedeti, katero od teh treh teles ga to senco povzroča. A ne? No, na nek podoben način se to dogaja recimo pri umetniških delih. Recimo stališča, ikonografske projekcijske teorije, ravnine, so vsi ženski akti, recimo slikarjev, kot so bili Ingres, Picasso, de Kooning, ženski akti. Ampak če jih pogledamo zares z likovnega stališča, je, če pridem od Ingresovega akta k Picassovemu, točno tako, kot če bi vmes zamenjal svet. Torej, naš problem je, recimo, kako iz mnogih projekcijskih ravnin izbrati tiste, ki so v najožji in najbolj specifični, najbolj nepogrešljivi zvezi s mnogodimenzionalnim objektom, ki je umetniška forma. Ne vem, če sem bil dovolj jasen. Recimo, če tole konkretiziram na primeru Van Gogove Stari najc. Zvezdna noč nam je ostala bolj v tej angleški verziji zaradi različnih razlogov. Torej, midva v tem razmeroma dolgem razgovoru ugotovima, da je bila to ena redkih slik, ki jih Van Gogh ni slikal po motivu. On je bil tudi sicer nekoliko naperjen in v sporu s svojim kolegom Gauguinom, ker Gauguin je raje slikal na pamet. Šel čez motiv, medtem ko se je Gauguin strogo držal motiva, razen takrat, ko je slikal, torej ko je bil hospitaliziran in ko je nastala tale slika, o kateri zdaj govorim. Nekaj skic je in po nobeni od teh skic ni nastala ta slika. Sobica, v kateri je lahko skiciral, nima nobenega tovrstnega pogleda skozi to okno, kot je motiv prikazan na sliki. Ugotovila sva, da je več različnih pogledov in skic sestavil v eno zadevo, ki jo je napravil na pamet. Zdaj, projekcijska ravnina
recimo motivnosti, je tukaj eden od vidikov. Ampak slika pokaže, da je več teh projekcijskih motivnih vidikov združenih v eno celoto. Pesnica Anne Sexton je to sliko projicirala na eno popolnoma drugačno psihično projekcijsko ravnino, čeprav smo na nek način ugotovili v tem pogovoru, da sta bila tako pesnica kot slikar na nek način v tej svoji psihični hendikepiranosti ujeta v eno zelo podobno bolezensko stanje. Samo da recimo v Van Gogovem času tale bipolarna motnja še ni bila poimenovana s tem imenom, ampak samo pripisovali, mislim, da mi ti mogoče pomagaš, bolezen, ki so mu jo pripisali, je bila, mislim, da... Se upravičujem, padlo mi je z glave, je pa sigurno v knjigi. Je, vsaj to. No, zdaj, če tole na nek način spnem skupaj, lahko rečem, da to velja, recimo, tele projekcijske ravnine za vsako umetniško delo. Seveda problem je, da te projekcijske ravnine najdemo zlahka in tudi projekcije zarisujemo relativno zlahka. Mnogo težavnejše pa je, ko je potrebno med temi sicer enakovrednimi projekcijami izbirati tiste, ki so podobne tlorisu in narisu v projektivnem prostoru geometrije. Če lahko nekaj dodam, upam, da zelo na kratko k temu, kar ste načela, k problemu interpretativnih projekcij, ki so, kot smo slišali, navadno zelo različne, ne? In seveda tudi enostranske, življenjska, svetovno-nazorska, ideološka, pa še celo vrsto, ne bi se jih dal našteti. Rad bi poudaril, da umetniška dela najprej, predvsem gledamo, poslušamo, beremo. Ne? In medtem, ko jih gledamo, poslušamo in beremo, jih tudi že razumevamo. Vedno medtem že steče nek hermeneutični proces. To se dogaja sicer tudi v našem, bi rekel, vsakdanjem življenju, tudi ne glede na umetnost, tudi pri čisto navadnih zaznavih. Recimo, če bi zdajle skozi tele stene, te stavbe, v kateri zdajle sedimo, prodrl nek pok, bi seveda ta pok največ takoj povezali s trkom avtomobilov na ulici, ne pa s trkom vlakov, zato ker v bližini filozofske fakultete ni železniške proge. Hočem reči to, da že med zaznavanjem v bistvu razumevamo to, kar zaznavamo. In seveda nekaj podobnega se dogaja tudi pri gledanju, poslušanju ali branju pač umetniških del. Zdaj, tisto, kar je pomembno, je pa to, da umetniško delo spustimo vase, da ga spustimo skozi celotno skalo svojih občutij, da ga spustimo skozi celoten register svojih misli. Torej, da se čim bolj celovito odzovemo na. To po eni strani, po drugi strani pa seveda, da potem ta svoj odziv preverimo ob tem, torej ob drugih delih kakšnega avtorja, ob tem, kar je sam zapisal v svojem ustvarjanju, ob tem, kar so v tem ustvarjanju zapisali pač drugi gledalci ali bralci. In tudi to se mi zdi zanimivo in ni odveč omeniti, da je dostikrat tudi neko napačno dojetje kakšnega gledalca ali pa bralca lahko v hermeneutičnem smislu spodbudno.
Spodbudno pa zato, ker nam pravzaprav pokaže, kaj je napačno. Ne? In od tam lahko potem napredujemo v smeri proti pravemu razumevanju, seveda pa to napredovanje spet zahteva hermeneutični napad. Vid vajin projekt je iz literarno-kritiškega vidika zanimiv, ker se v njem srečamo z zelo različnimi nivoji interpretacije. Ko kritik pristopa k nekemu literarnemu besedilu, ki že samo interpretira neko drugo umetniško delo, kot velja za večino literarnih primerov, ki jih obravnavate v tej knjigi, kritiška obravnava poteka vsaj na 3 nivojih. Prvič v razmerju do samega literarnega dela, drugič do interpretacije, ki je v njem vsebovana, in tretjič v razmerju do umetniškega dela, na katerega se ta interpretacija nanaša. Kakšni literarno-kritiški izzivi se porajajo ob tovrstni večnivojski interpretaciji literature, ki že sama interpretira, in ali so bili morda ti izzivi pri kakšnem od parov, ki ste jih obravnavala, še posebej očitni? No, seveda, ne. Zdaj, če imamo opravka z literarnim delom, ki se navezuje na likovno delo, moramo to upoštevati. Ne. Moramo upoštevati interpretacijo likovnega dela v literarnem delu. To je tista prvotna interpretacija in v svojih pogovorih z Jožefom seveda tudi imela predvsem pred očmi to interpretacijo. Ne. Ampak seveda se je, ko bi rekel, te interpretacije, ne, pri parih del, ki sva jih obravnavala, so različne. Mislim, da se je pa interpretacija likovnega dela v literarnem, v tistem smislu, ne, na katerega so bila pravzaprav najbolj pozorna, o katerem sem govoril prej, torej v smislu diafonije, najbolj posrečila pri slikarsko-pesniškem paru Jan Vermeer, Thomas Tranströmer. Morda na kratko opišem, ne, za kakšno srečanje med literaturo in slikarstvom tukaj gre. Ne. Če začnem z Vermeerjevo sliko, ki je bila iztočnica seveda za Tranströmerja, za Tranströmerjevo pesem. Ta slika nosi naslov Ženska v modrem, ki piše pismo in pripada tako imenovanemu žanrskemu slikarstvu. To je slikarstvo, ki se je razvilo, ta zvrst slikarstva se je razvila na Nizozemskem v 16. in 17. stoletju in zanjo je značilno, da ne prikazuje prizorov z velikimi ljudmi in pomembnimi dejanji, se pravi prizorov iz Biblije ali pa iz antičnega mita, ampak so to prizori iz življenja vsakdanjih ljudi. Njihova vsakdanja opravila, njihove zabave, njihova praznovanja. Torej, uveljavilo se je v bistvu neko prepričanje, da to žanrsko slikarstvo slavi človeško življenje v njegovih zemeljskih razsežnostih, v njegovi srečni imanenci. Hegel je recimo v estetiki zapisal, da to slikarstvo proslavlja nedeljo življenja. Ne. In kar je z roko v roki s tem prepričanjem, je, da je to slikarstvo sekularno. Ne, torej, da v tem slikarstvu ni več nobene sledi božjega ali svetega ali transcendence. Zdaj, če pa pogledamo na to sliko, ne, ki sva jo z Jožefom obravnavala, sliko ženska v modrem, ki piše pismo, pa vidimo, žal bom moral slikati z besedami, ker slike ne moramo pokazati. Ne. Pa vidimo na tej sliki mlado žensko, oblečeno v modro, bere pismo in pri branju pisma je obrnjena, vidimo jo v profilu, ne, in pri branju pisma je obrnjena proti izviru svetlobe, ki prihaja skozi okno, samo da to okno ni upodobljeno na sliki. Ne.
Se pravi, da ga ni v slikovnem prostoru, je pa v slikovnem polju. Zdaj, Vermeer je pri tem ženskem oblačilu uporabil ultramarinsko modro. To je bila barva, ki so jo zgodnejši slikarji, tisti, ki so še slikali prizore iz Biblije, uporabljali za upodabljanje svetih oseb, recimo Marije, recimo Marijinega plašča. Recimo, tako vidimo pogosto Marijo upodobljeno pri oznanjenju, ko pride pač k njej angel in oznani, da bo spočela od Svetega Duha, je v tem takšnem ultramarinsko modrem plašču. Tukaj pa vidimo v interjerju pač to žensko, bi rekel, v tej barvi, ki jo je nekako podedvala, bi rekel, od Marije. In Vermeer je zanimivo na sliki pustil tako imenovani odprti kader. Odprti kader pomeni to, da interjer ni zaprt z vsemi 4 stenami, ampak ena od teh sten manjka in to je tisto, na kateri je okno. Se pravi, da je slika v bistvu že v tem formalnem smislu odprta. In to je za žanrsko slikarstvo nekaj zelo nenavadnega, česar pravzaprav v njem skoraj nikjer ne srečamo. Tisto, kar je pa najpomembnejše, je pa to, da je Vermeer na steni za žensko, torej med žensko in oknom, ki ga na sliki ni, pustil barvni madež. Moder, spet ultramarinski barvni madež. No in v bistvu ta namig je pa potem pobral pesnik. Thomas Transtremer, pač švedski nobelovec, mislim, da je pred 10 leti dobil Nobelovo nagrado za literaturo. Zdaj, kaj je naredil Transtremer? Navedel se je, upam, da ne bom predolg, zdaj, ta pesem je sicer dvodelna, bom skušal pač to zelo na kratko povedati. V prvem delu so nanizani dogodki iz Vermeerjevega življenja, pa tudi zgodovinski dogodki s časom njegovega življenja. V drugem delu pa potem Transtremer preide k opisu te pesmi, ne samo k opisu, tudi seveda komentira, recimo s tem, kako smo ljudje zaprti svoje svetove, ampak na koncu preide pravzaprav k tistemu barvnemu madežu na steni, ki je pravzaprav komaj viden. Moramo imeti zelo dobro reprodukcijo, da ga v resnici, da ga opazimo. In kaj je ta barvni madež? Ta barvni madež seveda ni likovna figura, ni detajl likovne figure, ni niti likovna oblika. Ne moramo reči, da bi bil to samostalnik ali pa glagol likovne govorice. Prej bi lahko rekli, da je to neka njena čisto surova prvina. No, in iz te čisto surove prvine likovne govorice pa v bistvu Transtremer na koncu svoje pesmi naredi pesniško figuro. Ne eno, ampak celo 2. Namreč na koncu pesmi pravi: jasno nebo se je naslonilo na steno. To se seveda nanaša na barvni madež na sliki. Potem doda, da je to nebo kot molitev k praznini in nazadnje še, da spregovori k praznini sami. Nisem prazna, odprta sem. Kaj je torej storil slikar? Pobral je nek namig slike in ga razvil v svoji govorici. Tako da je iz nečesa neoblikovanega na sliki nastalo nekaj oblikovanega v pesniško figuro, v pesniški podobi neba in praznine. In s tem je pravzaprav s tema 2 podobama je pa Transtremer, kako bi rekel, sledil sliki v smer, v katero sama kaže.
Sledil je v bistvu v smeri proti transcendenci, proti presežnosti. Ne. Zdaj, ta transcendenca se tudi pri Vermeerju ni več upodobljena na tradicionalni krščanski način. Ne. Gre v bistvu za neko transcendenco, ki ni tradicionalna, ni pa tudi prazna. Ni pa tudi prazna, ampak je v bistvu odprta za različne napolnitve. Ne. Z drugimi besedami, pesnik, ne, je v bistvu na tej sliki, za katero absolutno ne bi pričakovali, da se bo to zgodilo, ker pripada žanrskemu slikarstvu, odkril odprtost za transcendenco, za presežnost in jo je tudi naredil prosojno. Ne. In to je tisto, kar pravzaprav najlepše eksemplificira diafanijo, o kateri govoriva v tej knjigi in ki so jo tudi postavila v njen naslov. Vid in Jožef, najlepša hvala za pogovor. Hvala. Hvala.